Pozdravljeni vsi! Danes se bomo pogovarjali o pisnem deljenju v 4. razredu, in sicer začetno poglavje. Pisno deljenje najdemo pod radovednih 5 interaktivno gradivo. V poglavju številka 18. Preden se lotimo pisnega deljenja, je treba ponoviti nekatere stvari za nazaj. In sicer, najprej izraze, imamo deljenec, delitelj in pa količnik. Znaka sta deljeno in je enako. Takoj v poglavju zraven imamo vaje za deljenje, klasična poštevanka, torej do 10. Če opazimo, da otroku deljenje ne gre, je treba ponoviti množenje. Kajti pisnega deljenja brez perfektnega znanja poštevanke ne bo. Množenje lahko poštevanko vadi tudi online, ne rabite printati in kopirati račune. Najdemo pa pod 3. poglavje množenje in imamo naključno sestavljene račune. Skratka, množenje in deljenje poštevanko je treba naštudirati perfektno. Če nimate radovednih 5, lahko vaje poštevanke interaktivne najdete tudi na spletu, dovolj je, da v Google vtipkate poštevanka. Meni osebno so všeč stran interaktivne vaje, kjer imate več možnosti za poštevanko. Meni osebno je tale všeč, poštevanka 100 računov, kjer nam vsakič generira naključnih 100 računov. Šteje se, kateri so pravilni, kateri so napačni, tudi štopa se nam ura, kar pa ni nujno. Na koncu vse napačne račune da možnost ponavljanja. Imamo tudi deljenje. Vtipkamo v Google deljenje. Spet poiščemo interaktivne vaje. Več možnosti, meni je spet všeč tale 100 računov. Enako kot prej. 36 je 8, ok. Napačno. 9 deljeno s 3 je 3, ok, pravilno. Skratka, ima otrok vpogled pravilne in napačne račune, s tem, da na koncu lahko napačne ponovimo. So še nekatere druge nastavitve. Šele ko otrok perfektno obvlada poštevanko, šele takrat se lahko pogovarjamo o drugem koraku, torej o pisnem deljenju večmestnega deljenca z enomestnim deliteljem. To bom predstavil v naslednjem posnetku, ki ga najdete tudi na YouTubu. Mogoče tu še zapovedati, da pri poštevanki oziroma pri deljenju je treba poudariti, da deljenje je obraten proces od množenja in to lahko naredimo preizkus. Torej, če je 27 deljeno s 3 9, potem je 9 krat 3 27. Zakaj je to pomembno? Zaradi tega, ker bomo pri deljenju stalno, vsaj na začetku, delali preizkuse, da se prepričamo, da smo izračunali prav. Nadaljevanje je v naslednjem posnetku.